Tokrat o pametnih in še bolj pametnih prehodih za pešce. Pa o zombi pešcih in zombi voznikih. Pa o modernih kmečkih uporih. In njihovih v oblak povezanih traktorjih. Pozdravljeni avtomobilnosti. V Mariboru imajo morda novega trenerja. Zagotovo pa imajo zelo zanimivo tehnično novost, s katero lahko občutno dvignejo prometno varnost pešcev na prehodih za pešce. Ne glede na to, kako dobro so ti označeni, z novimi tehnologijami lahko še izdatno povečamo varnost pešcev na prehodih za pešce. Ja, in v Mariboru so na to križišče namestili senzorje, ki opazujejo tako promet, se pravi avtomobile, kot tudi pešce in drugega na nek način opozarjajo. Radar je tista elektronska naprava, zaradi katere danes v vseh novih avtomobilih govorimo o asistenčnih sistemih. No danes bodo asistenčne sisteme dobila križišča. We have 4 radar sensors. 2 are looking into the tracks of the oncoming and departing cars, and the other 2, or 1 is looking here to the pedestrian crossing from this side, and also the other one is looking from that side, also to the pedestrian crossing. We want to measure whether a pedestrian is here in the pedestrian area and likes to cross the street. When a pedestrian is approaching, the flashing light is slow, and when he wants to walk or is already on the street, the flashing will go faster. Smo pa želeli, da kadar se pač giba avtomobil proti prehodu za pešce, da ima pešec informacijo o sami hitrosti tega objekta, ki se giba proti. Ker če zdaj vidimo primer, da se avtomobil giba 25 km/h, lahko jaz mirne volje morda stopim na prehod za pešce. Vkolikor zagledam pa številko, ki se giba 60, 70, 80, pa verjetno ne bom provociral. Can you detect also the static pedestrian? The radar needs special characteristic behaviors, and this is first of all the movement. When a pedestrian normally is not standing absolute still. There is any movement on the arms or whatever, and so the radar is able to detect. Tudi če stojimo pri miru, se ta odboj pojavi nazaj v senzorju in čas odboja dejansko pomeni kalkulacijo, kje ta objekt stoji. Dejansko lahko izmerimo prav metre, kje ta objekt stoji in tudi njegovo pozicijo. In to je razlika med radarji, ki jih uporabljamo za zaznavo avtomobilov, kjer morajo biti primikajoči, se pravi, govorimo o Dopplerju, se pravi, se mora frekvenca spreminjati. Medtem, ko tukaj je bistvo tega radarja, da merimo stoječe objekte. Zazna senzor premik roke, zazna premik glave. Se pravi, za njega je to vse premik. Čisto primeru pomeni, da ga izloči. So if the pedestrian is typing something on the telephone, that could be a problem? Maybe that could be a problem when he is absolutely so much concentrated on his cell phone. This is one case where the radar could lost a pedestrian. But be aware, at any time he will move. Ko bo taksi naredil to, je takoj v sliki. Namreč govorimo o milisekundah, oziroma kvečemo pol sekunde, da senzor ponovno reče in mi to informacijo ne vržemo stran. Se pravi, če prav razumem, zaznate kolesarja, zaznate pešca, ki teče, zaznate staro gospo z 2 vrečkama iz tržnice. Se pravi, če prav razumem, tudi ni pomembno, a si oblečen v odsevnike. Popolnoma nepomembno. How many vehicles, pedestrians can your system detect? The radar itself is more or less scanning from -60 up to +60 degrees, and he is able to detect 100 different objects. Pozornosti, saj vsi vemo, da v prometu danes kar malo manjka in ta opozarja oboje, tako pešce kot avtomobiliste in jih dela na ta način tudi bolj varne. Naslednji res velik korak pa se bo za prometno varnost zgodil takrat,
ko se bojo začeli pretakati veliki podatki iz infrastrukture v avto in nazaj in iz avta v avto. Takrat bomo, če zelo poenostavimo, videli v prihodnost. Vse, kar se bo premikalo, se bo povezovalo med sabo in v velik podatkovni oblak. Glede na to, da bomo zagotovo vedeli, da je pešec na cestišču, bomo to informacijo lahko v prihodnosti prenesli tudi avtomobilov, kar imajo sedaj avtomobili informacijo, da se nek pešec giba in kateri imajo, bom rekel, sistem zaznavanja pešcev. Bo ta sistem dopolnjen lahko tudi s tem, da lahko naš sistem temu sistemu pove, ti si spregledal pešca, ampak jaz ti povem in te ustavim. To pomeni, da povežemo tehnologijo prometni znak, avtomobil in se začnete med sabo pogovarjati. V naši oddaji veliko omenjamo različne senzorje, radarje, kamere, vse pogosteje pa omenjamo tudi lidarje, ki postajajo vse manjši in cenovno dostopni. The LiDAR sensor is an absolute very powerful sensor because it has already in the sensor itself a combination of the functionality of a radar and a camera. But at the moment, compared to the cost we have to the radar, maybe it's not absolutely necessary to have such a powerful sensor. It's a complete other situation for a moving vehicle, for example. Nepotreben pa zato, ker so zgradbe in radarji v križišču statični. Vse, kar se premika, torej predstavlja pomembno informacijo. V premikajočem se avtu se po drugi strani relativno premika vse po vrsti, zato v avtu potrebujemo toliko različnih povezanih informacij, pridobljenih na vse možne načine, z vsemi razpoložljivimi senzorji. A križišče je torej situacija, pri kateri lahko zanesljivo zaznamo pravzaprav vse pomembno za našo varnost že samo s takšnimi visoko zmogljivimi radarji. Če bodo torej kdaj v prihodnosti v križišču, kakršno je ta hip najbolj moderno mariborsko križišče, namestili tudi senzorje z vgrajenimi kamerami, nas bo morda pa res lahko zaskrbelo za našo zasebnost. Velik del prometne senzorike se očitno pri nas sproži že samo, ko pridemo skozi radar oziroma skozi nek senzor, ki začne posledično utripati oziroma nam kazati, da se približujemo križišču, da nekdo stoji, ki želi prečkati. Se pravi, ni treba imeti vedno in povsod kamere. Ampak prej ko slej jih bomo verjetno imeli. Konec koncev jih že tudi imamo v svojih avtomobilih in kam te slike grejo? Kdo je njihov lastnik? To je zmotilo tudi ameriške kmete. In tako se je začela nova kmečka revolucija oziroma po domače rečeno kmečki upor. Kaj se je zgodilo? Znani ameriški proizvajalec traktorjev, recimo mu John Deere, očitno vse informacije svojih uporabnikov dobiva v en velik oblak in te informacije tudi uporablja. No in tem uporabnikom, v tem primeru ameriškim kmetom, pa zato ni več tako vseeno, kot jim je morda nekoč bilo. Tako kot tudi jutri ne bo nam. Recimo Tesla je znan spet iz Amerike, predvsem po tem, da zbira prav vse podatke o tem, kje se njegovi avtomobili vozijo v recimo polavtonomni ali, kot on pravi, avtonomni, čeprav dobro vemo, da ni avtonomna vožnja. Pa ni Tesla edini. Pa ni Tesla edini, ampak bolj zanimivo je, da ima trenutno izjemno veliko prednost pri tem pobiranju podatkov in da že govori o milijardah prevoženih kilometrov, kjer si nalaga poznavanje naših vozniških navad. To, kar mi tipamo in ugibamo z različnimi raziskavami, on popolnoma natančno ve. Ve, kako določen John ali David vozi, kakšne so njegove dnevne vozniške navade, kdaj gre kam, kako se pelje, kako hitro se pelje, kako hitro se kje pelje. Ve celo to, da ob kateri temperaturi recimo odpre okno ali dvigne šibedah po domače. Katero radijsko postajo poslušaš, vse to zbira. Zakaj? On pravi, tako kot recimo proizvajalec traktorjev, da bo znal na ta način ponuditi še boljši avto, še boljši paket mobilnosti. Tako kot vam recimo Google ponudi še boljšo ponudbo o recimo kavbojkah, ki ste jih iskali v preteklem tednu. Mimogrede še to, ker danes ravno obeležujemo soočanja pešcev z vozniki avtomobilov, vas bolj za šalo kot zares vprašamo, kaj storiti, če se z avtomobilom slučajno ustavite na prehodu za pešce.
Ok, Sebastian, ful dobro si prej tam stal. Ja. Zakaj nisi počakal, dokaj se ne bi ta promet sprostil do konca, pa bi pol midva šla naprej? Ker ta tudi samo stoji noč Ja, čez. ampak kaj si hotel povedati? Zakaj stati na prehodu? Čemu? V bistvu niso hotel stati, hotel počasi ja, peljati. ja, ampak čemu? Okay. Počakaj prej, drugače pa imam pa rešitev. Ne? Če si ti slučajno kdaj zalomil, pa stojiš na semaforju, pol veš, kaj mora narediti. Na semaforjih, pardon, na prehodu za pešce. Kaj mora narediti? Če stojiš. Ja, da se v koloni pač ustaviš in stojiš zdaj na prehodu za pešce. Zaprl si prehod, kaj mora takrat narediti? Ni v zakonu napisano, Ja. je pa zelo Pa- levo greva. Vrata moraš odpreti, tako da lahko pešci čez avto hodi. To je rešena zadeva. Okay. Na slovenske ceste je zapeljal novi Golf. Avto je takšen, kot mora biti, kot Golf. Poskušali so ohraniti vse glavne značilnosti prejšnjih Golfov. A prava revolucija se je zgodila v kabini. Ne samo, da so spremenili oziroma osvežili digitalne merilnike, spremenili so tudi klasične gumbe za spreminjanje glasnost in pa upravljanje s klimatsko napravo. Zamenjali so tudi klasično ročko menjalnika, ki po novem izgleda takole. Približno 3 cm visoka. Glavna novost 8. generacije pa so hibridizirani elektrificirani motorji z oznako ETSI. Te predvsem pridejo prav pri manevriranju, na križiščih pred semaforjem, pri parkiranju, kjer glavno nalogo prevzame elektrika. Seveda pa ne pozabimo na dizelski pogon. Te so dodatno optimizirali in so nas na prvi vožnji prav presenetili. In s tem dali vedeti, da bosta dizel in Golf še dolgo z roko v roki. Podatka, koliko dizelskih golfov se trenutno vozi po slovenskih cestah, nimamo. Vemo pa, koliko golfov je vseh skupaj v Sloveniji. Golf je res velika ikona, glede na to, da je to Golf znamka v znamki Volkswagen. Marsikdo reče, namesto Volkswagen reče kar Golf. Ne nazadnje pa je treba poudariti, da se na slovenskih cestah vozi preko 60 000 golfov vseh 7 generacij. V resnici upamo, da zdaj večina teh golfov počiva v garažah. Njihovi lastniki pa so doma. Korona namreč pobira svoj davek. In pobrala ga je tudi avtomobilski industriji. Tovarne stojijo, delavci so doma, prodaja pa je povsem usahnila. Tako kot vse druge industrije, bo tudi avtomobilska utrpela težko popravljivo škodo. Edini v avtomobilski industriji, ki v teh epidemičnih časih beležijo rast, so start-upi, ki razvijajo samovozeča tovorna vozila za razvoz hrane po zaprtih okoliših, torej mobilni avtomati s hrano. No, na avtomobilistični medijski svet je seveda močno vplivala odpoved ženevskega avtosalona. A nobeno presenečenje pa ni, da je enako usodo doletelo tudi šanghajski in newyorški avtosalon, pa tudi uvodno avstralsko dirko Formule 1. Odpovedali pa so tudi vse uradne predstavitve avtomobilov, seveda tudi Golfovo domačo predstavitev ob začetku prodaje. Odpovedali pa so tudi novinarske prve vožnje po Španiji z novim T-Rockom kabrioletom. Avtom, ki bi moral pripeljati pomlad in poletje. Kakorkoli, gre za avto, ki izhaja iz športnega SUV-ja oziroma CUV-ja, a izgubil je zadnji par bočnih vrat in trdo streho nad glavo. Je pač tiste sorte avto, ki jih danes nasploh ni prav veliko na voljo, sploh v Volkswagenovem cenovnem nivoju. In seveda si Volkswagen ne dela utvar. Prodajna pričakovanja so nizka. T-Rocka kabrioleta je pripeljal zgolj zato, ker ga lahko. Ker ima vso tehniko, ker ima proizvodne zmožnosti in ker se bo s takšnim kabrioletom zagotovo dobro zapisal pri bolj premožnih kupcih, ki se ob vsesplošnem ukinjanju nišnih avtomobilskih oblik počutijo zapostavljene. Seveda je novi kabriolet tehnično enak T-Rocku s 5 vrati, podatek, ki pa kaže tehnično ekspertizo Volkswagenovih inženirjev, je čas zlaganja strehe. V komaj 9 sekundah se ta SUV coupe spremeni v SUV kabriolet in to celo med počasno vožnjo. Odpovedali pa so tudi prve novinarske vožnje po Berlinu z novo električno Oplovo Corso. O njej bomo v nadaljevanju oddaje, ko bomo seveda testirali tudi 2 kombija, pa seveda Forda Pumo, pokazali pa vam bomo razliko v zmesi za zimsko in letno pnevmatiko.
in virtualni ter realni svet, ki se vse bolj prepletata. No, med vožnjo z avtomobilom naj se ne bi mogli okužiti z virusom COVID-19. Kaj pa, če je zbolel vaš bližnji in ni bilo druge možnosti, kot da ga po pomoč odpeljete vi z vašim avtomobilom? Maska že ne bo dovolj. Če v avtomobilu prevažamo bolnega potnika, moramo najprej seveda primerno zaščititi sebe, po vožnji pa nas čaka težko delo. Na plastiki virus preživi skoraj teden dni, jo je pa zato lažje razkužiti. Ne pozabite na kljuke z obeh strani, pa tudi stekla temeljito pošpricajte. Krpe zavržemo. Še bolj smiselno pa je, da čistimo s papirjem. V tkanini naj bi virus preživel le 2 dni, a jih je zelo težko razkužiti, saj večino sedežnih prevlek ne moremo kar sneti in oprati. Strokovnjaki zato priporočajo, da čistimo z vodno paro. Električna Corsa danes ubira nekoliko drugačno pot kot konkurenčne avtomobilske znamke. Renault je na primer za svoj električni program pripravil Zoeja, ki je povsem drugačen model od Clio, čeprav sta podobno velika. In tudi koncern Volkswagen je z električnimi golfi predvsem tipal zanimanje. V velikem obsegu se je v elektromobilnost spustil šele zdaj z modelom ID.3, ki temelji na povsem novi avtomobilski platformi, prav tisti, ki jo bo recimo uporabljal tudi Ford. No, nemška Opelova Corsa in tudi tehnično soroden francoski Peugeot 208 slonita na povsem enaki platformi kot bencinske in električne Corse. Multi-energy platform has a lot of advantages. So, besides of being able to produce on one production line in Zaragoza the diesel and the gasoline engines, we are now also possible to build up a full electric battery electric vehicle. And this gives us the flexibility to react on the customer needs. Also, this car remains and looks exactly like a normal Corsa. So it's not lifted in height, you have no limited interior space or trunk volume or whatever, so it's fully practical, it's fully versatile. That's why this is a very important aspect to democratize the e-mobility. Multienergijski platformi je seveda hkratna tista tehnična noviteta, ki naj bi koncernu PSA omogočila finančno vzdržen prehod v električno mobilnost. Opel tako na svoj način sporoča, da bo z uvajanjem elektromobilnosti previden in s takšno platformo bo vsekakor mnogo manj hendikepiran, če slučajno ne bo šlo s tako hitrim tempom proti elektrifikaciji, kot napovedujejo analitske hiše. A kot nam je povedal Tomas Vanke, so v dno električne Corse stlačili maksimalno število baterij. Daljšega električnega dosega Corsina platforma ne omogoča. Vseeno pa to pomeni več kot 300 km realnega dosega po dvojni VLTP protokolu. Ker avta nismo uspeli peljati, vam ne znamo povedati, ali tudi električna Corsa ponuja bolj nemške kot francoske vozne lastnosti. Vsekakor pa posnetki nazorno sporočajo, da je Corsa v notranjosti in seveda zunanjosti tipična nova Corsa. Povsem netipični Opel pa je nova Zafira. V njem pravzaprav ni Opelovih elementov. Avto nima tudi nobene veze s predhodno Zafiro. Glede na videno pri Corsi, ki so jo inženirji uspeli ohraniti nemško, pa lahko pričakujemo, da tudi prihodnja Zafira ne bo imela ničesar skupnega s tokratno. Verjetno le redki med vami še niste slišali za Zafiro. V preteklosti je to ime nosil enoprostorec, ki je bil eden najvidnejših predstavnikov svojega segmenta. A ime Zafira odslej nosi nekoliko večji potovalni kombi. Prvi razlog za spremembo so današnji avtomobilski trendi. Slednji so že skoraj docela končali pot klasičnih enoprostorcev. Te so v ponudbi avtomobilskih proizvajalcev zamenjali mestni terenci ali pa takšni kombiji. Če se vam zdi oblika Zafire znana, bo to bržčas zaradi dejstva, da gre za praktično identičen avtomobil Citroenovi, Peugeotovi in za nameček še Toyotini različici. Potniki v drugo in tretjo vrsto vstopajo skozi stranska drsna vrata, ki se v primeru našega testnega avtomobila odpirajo takole s pomočjo elektrike. To je za uporabo predvsem bolj preprosto, še posebej pa bolj varno. Po drugi strani bi bilo električno odpiranje smiselno tudi na nerodnih zadnjih vratih prtljažnega prostora, se pa Zafira vsaj delno odkupi
s priročnim ločenim odpiranjem zadnjega stekla. Sami sedeži, ki so eden najpomembnejših delov tovrstnega vozila, so v naši ekipi pustili nekaj ločenih mnenj. Na prvi vtis namreč delujejo nekoliko pretrdo oziroma neudobno. Je pa to dobro za vožnjo na daljše poti, saj obremenitev za hrbtenico na ta način nekoliko manjša. Klopi druge in tretje vrste sta vzdolžno pomični, kar je dobrodošlo pri vstopanju, prilagajanju prostora za noge, pa tudi pri pridobivanju kakšnega litra prtljažnega prostora. To je pomembno predvsem pri najkrajši izvedbi Zafire, ki je zaradi razmeroma majhne dolžine zelo priročna za vožnjo in obračanje v mestih, manj pa, ko govorimo o prtljažnem prostoru. Številka 1500 litrov pove zelo malo, sploh če vzamemo v obzir, da je prtljažnik ob zadnji klopi v zadnji poziciji dovolj velik samo še za kakšen kovček ročne prtljage. V tem razredu dizlom pa še nihče kaj dosti ne oporeka. V primeru našega testnega vozila smo preizkusili šibkejšo dvolitrsko različico 110 kW. Motor je bil s testno porabo 7,5 litra na 100 prevoženih kilometrov zadovoljivo ekonomičen, predvsem pa povsem dovolj zmogljiv tudi v primeru večjih obremenitev. V tovrstnem vozilu bi priporočali izbiro samodejnega menjalnika, a ta je v primeru Zafire na voljo le z najmočnejšim motorjem, to pa pomeni, da bo vozilo dražje za vsaj 2800 evrov. Testirali pa smo še en kombi, nekoliko večjega Forda Tourneja, že znani model. Preizkusili smo ga tudi že v vlogi mobilne pisarne, no tokrat smo preizkusili hibridno različico. Gre za verzijo z že znanim najzmogljivejšim dizelskim motorjem 136 kW. A oznaka hibrid pomeni, da motorju pomaga majhen zaganjalnik, generator, ki prek jermena nadomešča standardni alternator in deluje kot elektromotor, ki zagotavlja dodaten navor. Po zaslugi 48-voltne tehnologije zmore zajeti v baterije več energije in poglejmo, kako se dodatna električna oprema izkaže v praksi. Ponavadi smo pri kombijih vajeni, da ko jih prižgemo, se ti močno zatresajo. In tu pride prav 48-voltna elektroinštalacija, ki te tresljaje ublaži. Še več prednosti pokaže med mestno vožnjo, oziroma še bolje rečeno, med postanki. 48-voltna napeljava se še posebej izkaže na križiščih, ko moramo staviti pred rdečo lučjo pred pešci. Hibridni Tourneo ugaša motor veliko, ampak res veliko pogosteje, kot mu to omogoča klasični 12-voltni start-stop sistem in ugasne se takoj, ko je jasno, da bomo stali, še hitreje pa se prižge. Kar se prostornosti tiče, Tourneo je še vedno eden večjih kombijev na trgu, oziroma vsaj eden izmed višjih. So pa na trgu kombiji, ki so veliko bolj družinski, bolj enoprostorni oziroma s tem tudi bolj osebni. Dodatni centimetri pa hkrati pomenijo, da je sedenje na zadnjih sedežih zelo udobno. Je pa na vas odločitev, ali boste vzeli takšnega kratkega, ki ima ob 8 sedežih toliko centimetrov dolžine prtljažnika, ali pa tistega, kjer je prtljažnik po zaslugi daljše medosne razdalje še enkrat prostornejši in stane 700 evrov več. V obeh primerih pa seveda dobite prilagodljivost s poljubnim premikanjem sedežev, kar pa pri kombijih ponavadi zahteva delo 2 parov rok. Hibridizacija je tudi ena najpomembnejših novosti, ki jih prinaša nova Ford Puma. A hibridizacija ni edini trend, ki ga zagovarja ta novi model. Drugi se naslavlja na njegovo obliko. Ta sporoča, da se klasičnim SUV-jem bliža konec. Gre namreč za CUV, avto, ki poleg terenske oddaljenosti od tal združuje tudi športno kupejevsko obliko. Naj vas dinamičen dizajn vozila ne zavede. Avto je bolj prostorno pričakovan. Tipičen primer je tale prtljažnik, ki pod svojim dnom skriva še posebno mesto, kamor lahko položite kovček letalske ročne prtljage ali pa kakšne umazane gumijaste škornje. Zakaj gumijaste škornje? Po spomladanskem pravilu jih lahko preprosto odložite na dno prtljažnika, z njega pa odstranite poseben čep in ga sperete z vodo. No, pa smo spet pri čiščenju. Mimogrede, Ford pripravlja novi dirkalnik, a z njim ne bo šel spet v Le Mans, ampak v virtualne dirke. K sodelovanju virtualnega dirkalnika vabi profesionalne igričarje iz Francije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije. Se pa svet iger in resnični svet vse pogosteje prepletata na način, da s pravim avtomobilskim volanom med postanki vozite po virtualnem svetu. Poglejmo primer iz Tesle.
Pred nami pa je čas menjave pnevmatik, ki bo v vulkanizerske centre pripeljal veliko manj gneče kot tisti novembrski rok. No, upam, da ne res veliko. Je pa opaziti, da se veliko več tistih, ki se odloči z zimskimi pnevmatikami voziti tudi v poletnem času, kot pa obratno. Ampak ponovimo, pnevmatike so zgrajene tako, da lahko za svojo kompozicijo gumene zmesi v različnih temperaturah zagotovijo proznost, elastičnost gumene zmesi. Zato je tako velika razlika med zimskimi in pneumatikami za vroče poletne dni. This is a Teflon plate which is very similar to ice on the street. And now here we have our two compounds that we have just mixed and cured. So there is one winter compound and one summer compound. So you will see the difference between both on this ice plate. So to make it a little bit difficult, we put some more weights on it. 1 kilogram. 1 kilogram. And then we are going to solivate this and let's go to see what happens. So that's your summer tire now on ice. And now we will continue to see the winter tire. And to show you that that was not a trick, we will just exchange both. Okay. Summer tire again. And the winter tire. Tudi tokrat pa vas vabimo na MMC, na rtvslo.si poševnica avtomobilnost, kjer vas tokrat sprašujeva, ali je na prehodu za pešce utripanje dovolj. Namreč, če bi živeli v Ameriki, bi na marsikaterem prehodu pravzaprav pisalo: pozor, pešec je na robu cestišča oziroma pešec prečka ceste. Je to preveč? In pogosto v Ameriki to tistim, ki imajo drage avtomobile, pravzaprav nič ne bi pomenilo. Univerza v Las Vegasu, Ja. kjer je verjetno v prvem letniku izbirni predmet osnove kockanja, ampak šalba na stran, srečo, ja. je nastala raziskava, kjer so ugotovili, da to, kako drag avto vozite, je obratno sorazmerno s tem, kako pogosto boste ustavili nekomu, ki je na prehodu za pešce. Celo tako daleč so šli, da so ugotovili, da če imate $1000 dražji avto, potem se za 3% zmanjša možnost, da boste na prehodu za pešce ustavili. Raziskava v resnici ni kaj posebej zanimiva. Antropologi in sociologi se vedno radi igramo s takimi vprašanji, da se sprašujemo, ali bi se recimo moški prej ustavili na prehodu za pešce ženskam, pa če so recimo te še posebej izzivalno oblečene, ali jih opazimo prej, ali se hitreje ustavimo, ali se limuzine črne nemške ustavijo pogosteje, kot recimo kakšni drugi avtomobili. Ampak v tej raziskavi so pa iskali pravzaprav vrednost avta v korelaciji z pozornostjo do vseh ostalih. Mi dodajamo še eno. Če sediš pa v športnem terencu, večji kot je, še manj možnosti je, da se ustaviš. Ja, in verjetno je tudi kakšnih $200,000 dražji, kot so drugi avtomobili, tako da je verjetnost 200% manjša. Tako, za konec še en zastonj nasvet od naju. Če vidite drag avto, pa ste na prehodu za pešce, hitro čez ali pa počakajte, da gre mimo. Glejte nas spet prihodnji teden. Si želel dodati? Ja, ker smo v akciji, ker da ponujamo zastonj stvari. Še nekaj. Pazimo en na drugega, to je najceneje in najbolj se izplača. Kupiš enega, dobiš 2. 3. Se vidimo naslednji teden, vmes pa YouTube, Twitter, Facebook pa Instagram. Pa še to. Porsche je v svojo ponudbo dodatkov vključil možnost, da na pokrov motorja natisnejo velikanski lastnikov prstni odtis. A tak avto sploh še potrebuje registrsko tablico?